Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem Recharge Life Coach. Današnje vprašanje za vas je, ali držite svojo obljubo, ali vztrajate do konca, ali vztrajate do rezultata. Zakaj je tako malo ljudi uspešnih v življenju? Ker nimajo izkušnjo, da bi stvari speljali do konca. In zakaj se to dogaja? Stvari grejo precej nazaj v naše otroštvo. Se spomnite, ko smo se kot otroci igrali z igračami, sestavljali razne stvari. In potem dejansko smo naleteli na oviro. In potem pride otrok do mame in reče: mami, meni pa ne gre, mami, jaz pa tega ne znam, kakorkoli že v tistih letih. In kaj bo sedaj naredila mama ali pa ata? Če ima mama dovolj pozitivne energije in dovolj potrpežljivosti, potem bo dejansko spodbujala otroka. Absolutno ti bo šlo. Poglej, samo pejdi še nazaj, kar vztraji, zagotovo najdeš pot. In potem otrok pride še enkrat. Mami ne gre. Absolutno bo šlo. Boš videl, da bo šlo. In potem tako naprej. In do rezultata. Kaj pa, če mama nima dovolj pozitivne energije? Potem pa mama reče: dej, meni ti bom jaz pokazala, pa da imam potem mir. Koliko časa smo pripravljeni investirati, da naučimo otroke hoditi? Neumno vprašanje. Ampak glede na to, da cel svet hodi, pomeni, da tukaj ni neke omejitve. Lahko je en mesec, 2 meseca, 1 leto, par let. Dejansko na tem primeru vidimo, da imamo, ko učimo otroke hoditi, imamo neomejeno potrpežljivost, neomejeno pozitivne energije. Kako izgleda, ko učimo otroka hoditi? Joj, kako ti že gre, joj, kako si že velik, poglej ga, joj, super in tako naprej. In kam se potem zgubi ta naša potrpežljivost, naše spodbujanje, motiviranje, naša pozitivna energija, ko začnemo hoditi v šolo, in potem nam starši ves čas slišimo: s tebe itak ne bo nič, boš da bo in tako naprej, karkoli že je. Poskušam pozabiti vse možnosti, kar bi bilo. To pomeni, v našem življenju je zelo pomembno, da imamo nekoga, ki dejansko ne sklepa kompromisa z našo nezmožnostjo, ki dejansko absolutno verjame v nas, da bomo prišli do rezultata, da bomo prišli do cilja. Če smo imeli srečo, potem so bili to naši starši ali kakšni družinski prijatelji. In če te sreče nismo bili in smo sedaj odrasli in se soočamo z raznimi zgodbicami, ki se nam ponavljajo in nekako ne moremo priti do rezultata, ne moremo iti preko sebe, je ključ v tem, da dejansko sami nimamo te izkušnje, da bi imeli dejansko brezkompromisen odnos. Absolutno moram najti pot, ne glede na to, kaj se dogaja, ne glede na to, kakšna je situacija. Vse je samo izziv. In dejansko, če tega nimamo, vam polagam absolutno na srce, da si najdete nekoga, ki ima to izkušnjo. Ali je to vaš prijatelj, ali je to nek uspešen podjetnik, ali je to nek osebni trener, coach. In dejansko tiste vere, ki jo sami zaenkrat še nimamo, si sposodimo od njega. Sami ne verjamemo, da nam bo uspelo. V mladosti pač tudi naši starši niso verjeli, da nam bo uspelo. In sedaj najdemo nekoga, ki pa mu je uspelo in ki ima vero in ki dejansko ne sklepa kompromisov sam s sabo in ne sklepa kompromisov z ljudmi okrog sebe. In dejansko on je tisti, ki potem verjame v nas, verjame v naš rezultat in nam stoji ob strani in nas spodbuja in dejansko nas poriva in nas postavi ob zid. Mogoče se to zdi kruto, ampak dejansko, če hočemo priti do rezultata, je to edina pot. Prva stvar je, da se odločimo, da hočemo naprej, da se odločimo od starega življenja. Kajti v bistvu edini kompromis, ki ga mi sklepamo v življenju, je kompromis z našim egom, z našo razvajenostjo na nek način, z našim starim življenjem. Če hočemo novo življenje, če hočemo nove rezultate, potem absolutno moramo stvari delati na nov način. In tega vedno nismo pripravljeni sami. In velikokrat potrebujemo podporo, pomoč, spodbudo in motivacijo. In predvsem nekoga, ki ne sklepa kompromisov. Tako da dejansko želim vam čudovit dan brez kompromisov. Ne delajte kompromisa za svojo lenobo, ne delajte kompromisa za svojo razvajenostjo.
Uživajte življenje in trenirajte. In srečno.